Tokrat v občinskem informatorju. Razkrivamo, da Arsenovič zemljišč ni kupil na dražbi, kot trdi. Odvila se bo redna seja Mestne občine Maribor. V Hočah poslovni zajtrk, čas pod nadzorom, stres pod kontrolo. Košutni koledniki v Poljčanah 36-letno tradicijo. Pustna sobota s fašenkom v Kungoti. Gostovali so tudi v Lovrencu na Pohorju. V Pesnici pripravili otroško pustno rajanje, prav tako tudi v Sveti Trojici. V Gorišnici pa so imeli medgeneracijsko pustno srečanje. S pokopom pusta končali 66. kurentovanje na Ptuju. Lepo pozdravljeni. V tokratnem prispevku razkrivamo novo zgodbo iz Maribora. Župan Saša Arsenovič je v odzivu na medijsko poročanje, da je zemljišča od občine Maribor kupil neposredno in ne na dražbi, sporočil, da jih je kupil na dražbi in da mediji ne poročajo točno, a dokumenti kažejo, da to ne drži. Zemljišče, ki jih je župan Saša Arsenovič kupil preko svojega podjetja, ni bilo prodano na dražbi, kot je sam trdil. Namesto tega je Mestna občina Maribor objavila namero o neposredni pogodbi, ki pomeni prodajo brez odprtega razpisa oziroma javne dražbe. Potem, ko so na lokalec.si poročali, da je mariborski župan Saša Arsenovič parcele v lasti Mestne občine Maribor prodal kar sam sebi brez razpisa ali dražbe, je Saša Arsenovič na kavi z novinarji pred 32. redno sejo večkrat zatrdil, da je zemljišča okoli svoje hiše od Mestne občine Maribor kupil na dražbi. Šlo je v bistvu za dvorišče ene hiše, ki je bilo slučajno v vlasti občine, drugo pa od JMSS-a. Čisto enostavno. Dražba, smagaš, vprašaš. Po dokumentih, ki jih imamo v uredništvu, je jasno razvidno, da je Mestna občina Maribor zemljišča prodala z neposredno pogodbo in ne na dražbi, kot to sam trdi. Prav tako prodaja zemljišč ni potrdil mestni svet, ki vsako leto v proračunu prejme načrt prodaje zemljišč, ki ga pripravi župan Arsenovič, zato za namero o prodaji nihče ni mogel vedeti vnaprej. Ob tem se sprašujemo, ali župan Saša Arsenovič zavaja javnost in medije, ali pa po skoraj 8 letih županovanja ne loči med dražbo in neposredno pogodbo. V svojem mestu, kjer sem rojen, gradimo hotel, zato smo kupili od občine, mislim, da 800 celih kvadratnih metrov, ne hektarjev, kvadratnih metrov zemljišča, da bi spostavili visoke grede in bili delno vsaj samooskrbni v hotelu, in na drugi strani, glede na izzive na kadrovskem področju, si bi želeli narediti najbolj modern dom za tiste, ki bodo morda v teh hotelih ali restauracijah delali. Zanimivo je, da je hišo na dražbi kupil za 155 tisoč evrov, medtem ko javno dostopna Gursova ocena vrednosti hiše znaša dobrih 291 tisoč evrov. Cenitev Geodetske uprave Republike Slovenije je bila objavljena 1.1.2025 in je javno dostopna vsem. Na tem mestu se moramo vprašati, ali je bila cenitev javnega sklada izvedena pravilno in transparentno, saj je skoraj za 150 tisoč evrov nižja, torej približno dvakrat nižja od ocene Gursa pred več kot letom dni. Pred četrtkovo sejo mestnega sveta pa se je vodstvo občine z županom Sašo Arsenovičem sestalo z novinarji in predstavilo teme, ki jih bodo svetniki obravnavali na redni seji. Poglejmo. Pred četrtkovo sejo mestnega sveta se je vodstvo občine skupaj s županom Sašo Arsenovičem sestalo z novinarji in predstavilo glavne projekte, o katerih bodo razpravljali svetniki. V ospredju so prometna ureditev mestnega jedra, parkirna politika in nadaljnji razvoj kolesarske infrastrukture. Med najbolj občutljivimi temami ostaja prenova Slomškovega trga, ki predvideva dodatno zmanjševanje parkirnih mest. Župan sicer poudarja, da gre za potrebovanje osnovne dokumentacije in da denar za izvedbo še ni zagotovljen, hkrati pa naj bi pred tem zgradili še garažni hiši pri Ljudskem vrtu in pod glavnim trgom, kjer finančna konstrukcija še ni zaprta. Mestni svet bo obravnaval tudi nadaljevanje Dravske kolesarske poti ter novo prometno strategijo, ki želi v 7 letih bistveno povečati delež trajnostne mobilnosti. Vprašanje pa ostaja, ali bo mesto ob vseh napovedih zagotovilo tudi jasne roke in sredstva za izvedbo. V Hočah pa so imeli poslovni zajtrk za gospodarstvenike iz 3 občin. Poleg tega, da so dobili zajtrk, so imeli priložnost predstavljanja, povezovanja in mreženja. Prisluhnili pa so tudi predstavitvam o obvladovanju stresa, organiziranju časa in dejavnosti, pa podpori podjetjem in še veliko več. V občini Hoče - Slivnica že nekaj let pripravljajo poslovni zajtrk, tokrat za podjetnike iz domače občine Miklavža na Dravskem polju in Maribora. Zdaj drugič na začetku leta. Prav je, da se na začetku poslovnega leta podjetniki zberemo,
si izmenjamo izkušnje, se vendarle soočamo z enakimi in podobnimi izzivi. In čas pod nadzorom, stres pod kontrolo je nekaj, s čimer se soočamo prav vsi. Tak je bil namreč naslov poslovnega zajtrka, hkrati pa so bile tudi take teme kratkih predavanj, predstavitev. Ves čas si govorimo, koliko je stresa okrog in sami sebe pravzaprav tudi spravljamo v stres. Jaz bi pa rada danes malo spremenila ta pogled na stres, bolj to, kako se naše telo odziva na to in pa to, da stres ni vedno negativen. Ne? Stres nam je skozi tisočletja pomagal preživeti sploh in če ga je prava doza, smo celo bolj učinkoviti in motivirani. Seveda si bomo pa pogledali tudi to, kaj pa narediti, ko je stresa preveč, kako pa lahko takrat se majčkeno spustimo dol, da spet normalno funkcioniramo. Podjetniki so na poslovnem zajtrku izvedeli tudi več o tem, kako si lahko lažje organizirajo čas in dejavnosti, saj dan nima 25 ur. Večina podjetnikov pa tudi ostalih nekako čuti to, da ima pa je malo časa. Ne? Zdaj, moja trditev je, da časa ni pa je malo, časa ga imamo dovolj, ampak težava ali pa izziv je v tem, kako si mi ta čas razporedimo. Ne? Tako da bom danes povedal nekaj idej, predvsem to, kako si prioritete postaviti, ne? In kako videti pravzaprav, zakaj mi čas porabimo, ker veliko časa porabimo, ne da bi vedeli zakaj. In potem nam zmanjka časa za tiste stvari, ki so pa dejansko pomembne. Podjetnikom pa so predstavili tudi eno od podpornih točk. Stavitev spot portala, potem nekako kako uspešno organizirati svoj čas, ker pač vemo, da smo vsi pod stresom, da vedno primanjkuje časa. In pa v eni točki tudi predstavitev aktualnih razpisov, priložnosti za podjetja za pridobitev določenih finančnih sredstev, bodisi povratnih, bodisi nepovratnih. Občina Hoče - Slivnica je ena tistih občin, ki spodbuja take in podobne dogodke zaradi spodbujanja gospodarstva. Naša občina se zaveda pomembnosti gospodarstva in vsekakor tudi z temi zajtrki, ki smo začeli pred kar nekaj leti, spodbujamo, da podjetniki prihajajo po neka nova znanja in da se vmes tudi spoznajo, ker naša industrijska cona je kar velika in verjamem, da se vsi podjetniki med sabo ne poznajo in pridobijo možnost tudi izmenjati kontakte, pa še kakšne novosti odnesejo. Za konec pa še nasvet, kaj lahko naredimo, ko je stresa preveč. Naše telo ima namreč vgrajene mehanizme, s katerimi lahko zmanjšujemo stres. Se spomnite kakšnega otroka, ko se mu neka krivica zgodi in pade v jok in joka in pa začne hlipati in dela. To je mehanizem našega telesa, da sprostiš stres in to najbolj učinkovit mehanizem. Ni ga sicer treba delati tako, ampak ga delaš bolj tako, da narediš 2 vdiha kratka in potem dolg izdih. In to parkrat ponoviš in to je ful dobro, da se skuliraš. Res, tako. To je vse, kar rabiš. Na samem poslovnem zajtrku so lahko podjetniki tudi predstavili drugim svoje podjetje in se po mizah pogovorili in si povedali več. Na pustno nedeljo pa smo si ogledali, kako obiskujejo košutni koledniki domačije po Poljčanah. Koledovali so od svečnice pa do danes, torej do pepelnice, s košutami in drugimi liki, tako odganjajo zlo in vsem zaželijo dobro letino. No, to pa delajo že dobrih 36 let. Košutni koledniki iz Poljčan hodijo v pustnem času od hiše do hiše in po starem običaju zaplešajo za debelo repo, za dobro letino, za veselje, zdravje. In to počnejo že 36 let po občinah Poljčane in Makole, ter kamor jih še povabijo. In pri tem imajo različne maske, vsaka ima svoj pomen. Tu imamo zelo veliko mask, ki jih je raziskal naš vodja in ljubiteljski zapisovalec in zbiratelj ljudskih plesov, običajev mask, to je Branko Fuchs. Je on to raziskoval med Pohorjem in pa Bočem. In te like so oživili in z njimi hodijo od hiše do hiše. V pustno-kolediškem času mora biti vse narobe, da je potem v normalnem času vse v redu. Kot ste videli prej, je krava pometačica vse lepo razmetala. Pri tej hiši smo imeli preveč lepo zloženo. Krava pride, razmeče, da je potem vse tako, kot mora biti. No, ostali smo zdaj pri rogatih, to so krave, potem je jelen, potem je tudi vol in tak naprej, bik. Ti imajo predvsem nalogo plesati. Imajo pa tudi godce, ki zaigrajo. Najbolj znamenite maske pa so košute. Najbolj znamenita je
4-noga košuta Ciza, ki ima tudi svoj rojstni list, certifikat in tako naprej, izdelovalca Maksa Lenartiča, že žal pokojnega iz Pohorja. Poleg tega, še pa poleg Cize, 4 noge, kot smo rekli, imamo tudi zraven zeleno in pa črno košuto in brez mladičeka tudi ne gre. Maske ne govorijo, a naredijo veliko. Edini, ki govori, je oficir, to pa je prav Boštjan Jug. Ob koledovanju pa delijo košut in koledar. Zajema 2 koledarska leta. To se pravi, mi začnemo hoditi od pepelnice po noči pa vse do drugega pusta. Na pepelnično sredo so zaključili, začeli pa na svečnico, točno opoldne na ekološki kmetiji Jug. Zakurimo zelo veliki ogenj in ob njem tudi potem plešemo in naznanjamo pustno-koledenški čas. Pritrkujemo z palicami in zvonimo z zvonci. Takrat še obvezno brez maske, samo v kožuhih, palice in pa zvonci. To je zelo pomembno in to druženje nam veliko pomeni. Zdaj pa se bodo nekoliko spočili, saj so opravili res veliko delo in zaželeli vsem dobro letino na svojevrsten način. No, na pustno soboto pa so tudi v Zgornji Kungoti pripravili fašenk s pustno zabavo za otroke in družine ter povorko. Sledilo je še pustno rajanje in razglasitev najboljših mask. Turistično društvo Zgornja Kungota je v sodelovanju z osnovno šolo Kungota in kulturno-umetniškim društvom Jože Kerenčič pripravilo pravi fašenk. Organizirali smo pravi fašenk v Kungoti, torej po starem običaju. Po starem običaju je seveda, da tudi maske, da se zberejo, da se naštemejo, da pripravimo sami maske. In najprej sta bila na odru brata Malek, ki sta nasmejala otroke z nastopom, akrobacijami in šaljivo zgodbo o zajčku, ki je seveda rad jedel korenček. Dragi zajček, a je bilo danes naporno tukaj le v Kungoti? Pa to vi res domala vprašate, ma kak je naporno, komaj sem čakal, da pridem sem v Kungoto, da malo pozdravim svoje prijatelje, prijateljice, ampak čisto vsi letos na polno saditi korenček, da bi lahko jedli. Zakaj pa je korenček dober? Zakaj je dober, pa vi mene vprašate, zakaj je korenček dober, zato da ne vidite, da očala nosim, zato da dobro vidiš, pa dobro čuješ, pa da si zdrav. Kako sta kaj uživala? Super, mi dva prihajamo z pustnega mesta, tako da vse posod, kjerkoli vidimo maske, da malo oponašajo, posnemajo pustne običaje, je to dobro. Vidim, da bolj praznujejo pusta kot Valentinovo, tako da to mi je najbolj všeč. Pod odrom pa je bilo polno mask, otroci, njihovi starši, stari starši, mogoče še kakšna teta ali pa stric ter razne skupine. Maske pa res zanimive, navsezadnje so se potegovali tudi za nagrado za najboljše. Nekaj je bilo družinskih mask. Cela družina se je napravila v slavne želve. Kako to, odkot ideja? Idejo je v bistvu sin dal, smo imeli par različnih idej, pa je na koncu obveljala ta, da bomo ninja želve. Bine pa je naštel vse po vrsti. Leonardo, Rafael, pa Donatello, pa Michelangelo. In kako to gledaš ti risanko drugače? Zdaj sem prvič ogledal. Ja, in ti je bilo tako všeč, da ste se zmenili, ker da boste ninja želve? Ja, v bistvu sem pogledal, pa mi je bilo všeč, zato smo se to odločili. Skupina učencev in učenk pa je bila kar šah s figurami in šahovnico. Šah. Se pravi, ti boš tukaj nosil tudi to šahovnico, ne? Ja, še več jih je. Se pravi, ste vse figure? Ja, kostume smo si mogli sami delati, šolarji. In zdaj se vam že mudi iti na povorko, ne? Ja, malo. Izvoli, Adija. Ja, potem, ko sta brata Malek zaključila nastop, so namreč vse skupine in družine pohitele na povorko po Zgornji Kungoti. In po poti smo ujeli še eno skupino. Smo se napravile v srčke, kajti ko združimo puste norčije z iskreno ljubeznijo, nastane en velik srček, ki ga predstavljamo in ki naj povezuje ljudi dobre volje in ljubezen prenaša in spoštovanje med vse ljudi, da bo svet lepši in mirnejši. In tak čas, ko se je povorka vila po Kungoti, so na trgu še vedno pekli flancate in ostale dobrote, saj je tam ostalo še nekaj veselih fašenkov
pustnih mask. Pustna sobota v Lovrencu na Pohorju pa je bila glasna, barvita in polna presenečenj. Organizatorji so pripravili pester program ter poskrbeli za nagrade najboljšim maskam. V Lovrencu na Pohorju je bilo na pustno soboto še posebej živahno in veselo. Zbralo se je veliko pustnih mask, tako posameznih kot tudi skupinskih. Lahko se zabavamo, pa pač tudi, ko delamo kostume, smo lahko skupaj. Za generacije naprej, da bo vedela, kaj je pustovanje, da ta tradicija ne bo zamrla. Ker mislim, da to je treba ohranjati. Kreativnosti ni manjkalo, maske so bile izvirne in domiselne. Zanimalo nas je, od kod jim ideja. Pinterest! Prvo smo hoteli biti kismeri, pa kilbo, pa ena prijateljica ni mogla, pa smo pač uporabili to, kar nam je ostalo. Čisto tako spontano, v bistvu pust je norčal, ne? Gremo v bistvu v to, da smo spet otroci in otod, dojenčki. Ne vem, pač spomnila smo se, da pač doben še ni bil. V bistvu nam je ideja od moje nečakinje, ker si je želela biti, da smo barvike letos. Med maskami je bil tudi kurent, ki je vestno opravljal svoje poslanstvo. Preganjam zimo in vse slabo. Pustno dogajanje je popestril pester program, poln zabave in presenečenj za vse generacije. Brale so se maškare iz celega kraja, zdaj bo povorka krenila do prireditvenega prostora skupaj z našo godbo napihala, pridružile so se nam iz sosednjih društv tudi mažoretke, tako da skupaj povorka gor program z gledališčem Smejček, našimi animatorji, potem pa to, kar vsi čakajo, podelitev nagrad. Pustovanje se v občini Lovrenc na Pohorju ohranja kot tradicija. Mislim, da vsako tradicijo je dobro, da ohranjamo, zato ker prinaša v kraj veselje, ker ljudi povezuje med seboj in tako širimo dobro voljo, kar je smisel vsega. Vseeno je to neka naša dediščina, neki način življenja, ki je nekako minil morda in je prav, da se te tradicije druženja v lokalnem okolju nadaljujejo, držijo. Pust simbolizira slovo od zime in prihod pomladi. Pustu smo predali ključe, tako da gre po kraju in naredi to, kar zna. Zimo je uspešno pričel preganjati, imamo lepo vreme, toplo je, tako da samo upam, da ne bodo pustne maske preveč barve in vode izgubile. Organizatorji poudarjajo, da si prizadevajo tradicijo ohranjati tudi v prihodnje, ustvarjati pristno-pustno vzdušje, krepiti domiselnost in kreativnost pustnih mask. No, živahno in pustno pa je bilo tudi v Pesnici. Turistično društvo Pesnica je v sodelovanju z prostovoljnim gasilskim društvom Pesnica pripravilo otroško pustovanje, ki je privabilo številne družine, otroke in ljubitelje pustnih norčij. Otroško pustovanje v Pesnici je znova napolnilo kraj z smehom in pisanimi maskami. Našemili so se tako najmlajši kot tudi njihovi starši in ostali, od princesk do superjunakov. Danes imamo že tradicionalno pustovanje s kurenti. Upamo, da bomo to tradicijo peljali naprej, da se v našem kraju nekaj dogaja v okviru našega društva in pa v okviru turističnega društva, s katerim dobro sodelujemo. Pustovanje v Pesnici se odvija že tradicionalno. 4. leto letos prirejamo to, sicer z enoletno pavzo zaradi slabega vremena in odpovedi, sicer pa že 4. tradicionalno leto. Ja. Tako kot prejšnja leta se je tudi letos zbralo veliko pustnih mask. Zbrali so se tudi kurenti, ki so z glasnim zvonjenjem odganjali zimo. Med njimi so bili tudi najmlajši. Po zabavnem rajanju pred gasilskim domom Pesnica so se pustne maske podale v povorki do večnamenskega centra. Gre za tradicijo, ki si jo organizatorji želijo ohraniti še prihodnja leta. Verjamem in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnjem letu izvedli ta dogodek, tako da seveda vsi lepo vabljeni in upam, da bomo v čim večjem številu. Pust v Pesnici ni le običaj, temveč priložnost za druženje, smeh in ohranjanje tradicije med najmlajšimi.
Tudi v Sveti Trojici so pripravili tradicionalno pustno rajanje, ki vsako leto poskrbi za obilico smeha, glasbe in pisanih mask. Poglejmo, kako je bilo. Pust v Sveti Trojici se je oživel v pravo pustno pravljico. Maske so za svojo domišljijo in razigranostjo poskrbele za nepozabno vzdušje. Fajn je pač, da si lahko enkrat na leto spet malo otroči, pa se malo vrneš ta čas brezskrbnosti. Pa zaradi otrok, predvsem. Premalo, moralo bi biti tega več, ko smo mi bili mladi, je bilo tega ogromno in to je bilo čudovito. To je ena taka tradicija, ki bo morali Slovenci ves čas gojiti, pravim, ne? Ampak pač ni več toliko, ne? Žal. Povprašali smo, v čem je bilo drugače. Dosti več otrok se je maskiralo, dosti več staršev, rajanja in vsega precej. Hvala sreči, da na šolah še to počnejo, ali pa v vrtcih, ne? To je zelo v redu. Med rajanjem smo srečali tudi žabice in jih povprašali. Pa kaj žabice danes ponazarjate? Žabice. Ponazarjamo žabice. Poskočne? Ja, igrive, vesele, lačne. Pustno dogajanje je pripravila osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. Kot je poudarila ravnateljica, je ohranjanje tovrstne tradicije izjemnega pomena. Najprej zagotovo to, da obdržimo to, kar so nam dali naši predniki, ker je izjemno. Seveda pa tudi to, da spodbuja kreativnost, domišljijo, da se lahko pokažemo še mogoče drugače, kot nam vsak dan dopušča. Ne le starejšim, temveč tudi otrokom. Tudi otroci morajo biti vse preveč resni, kot bi mogoče jim dopuščala starost. Zato so to ali taki dan zagotovo nekaj posebnega in ga je vredno izkoristiti, hkrati pa se pokazati, pogledati našo lokalno skupnost. Pustno rajanje so obogatile številne izvirne in domiselne maske. Imamo papagaje, želvice, SpongeBobe, princeske takšne in drugačne, gejše, Valentinove srčke in drugačne srčke, potem pa seveda take priljubljene televizijske junake, ne, od Spidermanov, čeprav je teh mogoče nekoliko manj kot sicer, ampak ja, šopke, dišeče, vseh vrst pisanih balončkov, balonomatov, igralnih avtomatov, pralnih strojev in še in še. Ob spremljavi glasbe se je pisana povorka podala skozi središče kraja, kjer so maškare z smehom in dobro voljo razveseljevale domačine. Rajanje se je nato nadaljevalo na šolskem igrišču, kjer so podelili tudi nagrade za najbolj izvirne maske. Ja, kar dosti je bilo pustov, tudi v Gorišnici že nekaj let skrbijo, da se na pustni torek zberejo otroci iz vrtca, učenci iz šole, zaposleni v vrtcu, šoli in občinski upravi, mnogi starši, otroki iz vrtca ter drugi ter se zabavajo, seveda v maskah, in na to pričakujejo še pustne skupine in kurente oziroma korente. Poglejte, kako je bilo tokrat. Na medgeneracijskem pustnem srečanju na pustni torek v Gorišnici se je dogajalo veliko. Med njimi je bil tudi Blaž, ki je bil pokač. Pomeni pač že neko tradicionalno, da si pokač, pa že od malega sem se večija, pa zdaj vem dobro pokati, tako mi je všeč, da sem pokač. Že med otroki, tako vrtčevskimi kot osnovnošolskimi, je bilo veliko kurentov. Všeč mi je lepa kapa, kožuh je, pa tradicionalna maska je. Tako da verjetno nisi zdaj letos prvič, si že bil prejšnja leta? Ja, sem že od 3. leta sem že kurent. Se pravi, imate to že v družini? Ne. Sam si? Ja. Tudi mlajši otroci so bili zamaskirani, marsikateri v etnografski lik. Ker vedno sem bil pokač. A vedno? Kaj pa je tebi všeč pri pustu? Kurent. Kako si pa ti prišel do tega, da boš kurent? A si sam zaželel? Sam sem si zmišljal. Ja? Pa si že kdaj videl tudi ta velike kurente? Ja, pa moj ati je kurent. Lija in mami pa sta hodiček. Ogledali so se tudi nastop pustne skupine mesojedk. Letos je naša maska sestavljena iz, najprej smo iz penaste konstrukcije naredili konstrukcijo, potem smo pokaširali, z fasadnimi barvami prebarvali, tako da smo tudi pripravljeni na dež.
zobe imamo narejene iz pene, tako da to je to. In kasneje so prišli še kurenti oziroma koranti in naredili pravi spektakel, kakršnega znajo le oni. Danes smo tukaj se zbrali vsi pustni liki iz naše občine in vse kurentove skupine, ki so iz vseh vasi. Poudaril še je, da je pomembno, da se predstavijo otrokom. Zelo pomembno je, da to prihaja iz roda v rod. In naša občina to podpira in zdaj je to že tradicija, da se vse maske tukaj zberemo. Tako meni tudi župan občine. To smo pred 3 leti uvedli prvič tak dogodek v takšni obliki in je sedaj že kar postal tradicionalen, ker se vidite, kar tudi veliko drugih obiskovalcev, ko pridejo pogledati svoje otroke, se vseeno pojavi. Se nam zdi, da je to mogoče za konec tega pustnega časa najbolj primerno, da v takem stilu smo naredili. V vrtcu so cel teden imeli pustne dejavnosti, to medgeneracijsko pustno srečanje pa je bilo še sklepno dejanje. Otroci so tudi seveda danes prišli našemljeni in tako nekako v bistvu zaključujemo to pustno rajanje oziroma nočije pustne. Ki pa bodo zagotovo še lep čas ostale v spominu vseh prisotnih, ki so se zbrali in uživali ob ogledu skupin. Po vseh pustnih norčijah in dogajanju v okviru pustovanja pa je sledil včerajšnji konec, tudi na koncu dneva oziroma že prej. Namreč na Ptuju so predali mestno oblast in tako zaključili že 66. kurentovanje, kot sem že omenila, z tradicionalno predajo oblasti in uradnim pokopom pusta. Gre za največji pustni karneval v Sloveniji, ki je tudi letos privabil več tisoč obiskovalcev. No, kako so se pa od tega festivala letos poslovili in predali mestno oblast nazaj k svojemu dogajanju, pa poglejmo. Na Ptuju se je z uradnim pokopom pusta zaključilo letošnje že 66. kurentovanje. Te 10 dni bi zagotovo lahko ocenili kot zelo uspešnih. V temu prid tudi govorijo seveda številke oziroma sami obiskovalci. Govorimo lahko o skupni številki, ki je zelo pozitivna, še večja kot lani, o številkah na posameznih dogodkih. Nekateri dogodki, ko smo jih predstavili, so se izkazali kot seveda odlična odločitev, se pravi od obariade do petkovega nočnega spektakla, tako da samo pozitivno. Teh 10 dni res bi lahko kar ocenil, če ocenimo od 1 do 10, 10,5. Tako da fenomenalno je bilo, imeli smo vreme, imeli smo ljudi, obisk, vse super. Kurenti, številne etnografske maske in obiskovalci z vseh koncev so ustvarili edinstveno vzdušje, ki ga zna pričarati le Ptuj. Jaz mislim, da smo lahko z videnim zadovoljni, da si lahko tudi organizatorji končno oddahnejo. Kurentovanje ni mali zalogaj, ampak uspelo nam je še enkrat več res organizirati eno tako pravo prireditev, kjer verjamem, da so se ljudje imeli čudovito, kjer so uživali, uspeli so videti vse tisto, kar naša kulturna dediščina in tradicija ponujata. Ptuj je znova pokazal, da tradicija tukaj ni le spomin, temveč način življenja. Kratko je bilo, ampak bilo je fantastično. Jaz mislim, da smo se vsi zabavali, da smo se vsi imeli čudovito, da smo vsi res bili malo srečni, to, kar nam včasih malce primanjkuje. Na pustni torek mesto za hip odloži vsakdanjo resnost, si nadene masko domišljije in zadiha v pisanem ritmu veselja. Postujte tako, kot zna samo Ptuj. Pusti torek je na Ptuju nekaj fenomenalnega, tega nimajo nikjer druge na svetu, ne Ibiza, ne Brazil, ne Rio, noben. Pusti torek je na Ptuju fantastičen, tako da danes, gledajte, sonce se je pokazalo, ker pomeni, da vse dokler ne zaide, se mi imamo fajn. Pustovanje na Ptuju se zaključi tudi z tradicionalno predajo oblasti. Prijatelji Ptuja od blizu in daleč, tudi to se bo danes zgodilo, da moram predati ključ oblast nazaj župani. Glede na to, da je blagajna polna, jaz mislim, da je to z lahkoto vladati še naprej. Sicer sem študiral, ne vem, če bi ali ne, ampak bom dal. Ptuj je znova dokazal, da tradicija ne živi le v spominih, temveč tudi v srcih ljudi in v ritmu mesta. Zabava se je nadaljevala vse do večernih ur, mnogi pa so ob glasbi tudi zaplesali.
Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Društvo upokojencev Poljčane vabi vse, ki si želijo plesati na plesne vaje, ki bodo potekale v Domu športa in kulture Poljčane. No, prve vaje so se že odvile minuli četrtek, sledijo pa še ta četrtek 19. in prihodnji četrtek 26. februarja s pričetkom ob 16. uri oziroma bodo vadili med 16. in 17:30. V Majšperku pa si lahko v petek 20. februarja ogledate oziroma se udeležite koncerta glasbene skupine Banda Haloška. Gre za koncert, ki bo se odvil v kreativnem centru Breg. Toliko z moje strani, imejte lep preostanek tega večera in nasvidenje.